Kakšno imate mnenje kaj o drogah in droljah? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Dobro, si za najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, dober dan, Jure in Jure, koga imamo danes naši desni. Imamo Tono, Lupa MC-ja in Gajšota, evo jih. Dober dan, fantje, kako ste? Milina. Ola, Jure, kako si? Milina. Kaj delaste, fantje, kaj vi kaj ustvarjate? Kaj je prvo vprašanje, kaj nisem. Kako to misliš? Ja, jaz ne vem, kdo si ti, ko mi poveš, kdo si ti, kaj si ti. Ok, jaz sem Lupa MC in uletavam iz Prad. Fuho. Štekaš? Mona. In kaj si mislite vi o Bertokih? Bertoki? Meni so všeč, zato ker so prva stvar, ko priješ iz tunela in vidiš Koper. Ne, Bertoki smrdijo, ni druge. Ni. Ja, ma se mimo Bertokov samo greš. To neki Prade Bertoki vas. Bertoki so samo cesta, več, tam smrdi vse, to je to, greš mimo, neha smrdeti. Torej, bif z Bertoki? Frke? Ja. To je dolgoleten bif, ne, to traja že. Zakaj? Zakaj? Smrdijo, to je problem. No, kot sem rekel, da veste vsi, ki niste iz obale, Bertoki, ko priješ iz tunela, prva stvar tam Bertoki. To je uni most, ki gre mimo. Jaz se spomnim, ko sem bil na Šagri pred leti, tam sem se prvič napil z vodko. V Bertokih? Ja, in sem tam po unih jarkih neki se valil nazaj, pač to, mislim, ko sem bil srednji, ko sem bil še bala. 20 let nazaj, 30. Koliko? Ja, je že nekaj pasalo. Je smrdelo, ne? Nisem vohal nič, nisem štekal nič. Takrat. Čakaj, iz kje ste vi vse točno? Ja, jaz sem iz Prad. Dobro. Born and raised. Jaz sem tudi iz Prad, tehnično mogoče. Jaz sem iz Čežarjev, iz Prad. Torej, Prade. Beton, Mona. Dobro. Kakšno imate kaj mnenje o Markovcu, MCT? Pa Markovec, kaj? Jaz sem z Markovca, Markovec je kar v redu. Pa se nisem rekel nič. Markovec, MCT... Pa Markovec City, lej, beton tudi, ne? Rahlo, ajde. Enih par dreves imamo. Tako je. Dej, kaj se boste zdaj predstavili malo vsak, kdo ste? Ja, kaj vi delate? Dej. Čau, jaz sem Gajšo, jaz ne vem, bežim policije, non stop, to je dejansko, ima full mega stvar, majki mi top 3 v bistvu. Ok, ko zbežati policiji, najboljše, tips and tricks. Najboljše med zipa, brez enih dokumentov, brez veze, kaj ti bojo dokumenti, če jih lahko nimaš. Kaj ti po dijaška zameka, tudi to ne? Realno ne vem, kaj je to, ker nisem naredil šole, ne, tako da... Dobro. Ja, iz osnovne dirite sem šel na beton in tam ostal, ne. Pošteno. Laufa na betonu, če laufa, kaj? Ja, le, veš kaj ti povem, dosti trdih stvari je na betonu, ne, boš vedel. Ne, res, imaš kakšen tips and tricks pred policijo? Jaz sem enih 2krat samo. Ja, pizda. Kaj si ti bežal pred policijo? Samo glej na okoli, ne, jaz imam ogledalo za to na motorju, tablice ne seveda, nekaj se to rabi. In ko ga vidiš, ga nikaj, spizdiš stran. Ja, ne vem, samo jih vidiš. In kaj, če lučke za tabo vup, ustavi se? Jaz grem bup po zadnji. Kaj na zipu ali... Vedno na zipu. In komu zbežiš? Sej uni za tabo se gre. Ja, sem tako hiter. Ali greš v neko ulico? Fiks. Ok. Ne, greš samo med unimi panetoni, betonskimi in ne more iti. In kaj če je na motorju? Ja, kaj če ti je na motorju? Pol si malo... Pol Markovec, kaj? Markovec stopnice dirita dol vedno. On ne gre z motorjem zadaj, ali kaj? Če si upa. Samo imajo one velike motorje, ne? Ja, ono je težko. Ja, oni BMW. Ne moreš dol. Ma nima kaj praskat proti zipu. In kaj, te motorje, vi imate vsak svoj motor, ali ne? Ti imaš 2, 3, koliko imaš ti? Ali niso vaši, te, ki jih imate? Jaz imam Runner Euro 180 in tega MT-ja tu. On ima, kaj imaš ti? Ti nimaš nič. Ja, da je imel zipa, ne? Boljše. Nimam zipa več. Sem ga imel, bilo je Milina. Zip pač je najboljši dejansko, on mi nasprotuje, ampak najboljši zip je 54 takt, reči kar češ, najlepši zvok kopali, najlepše gre po zadnji, on niti ne more iti v krogu po zadnji z MT-om, štekaš, ampak zipom lahko, lagano in samo greš, parencana lepo, gor dol, to je to, zip 54 takt. Kako bi predstavil zipa nekomu, ki se ne spozna na motorje? Torej zip je v bistvu skuter, perfektno sestavljen. Za premajhne kolesa ima. Pač bala tebi, če si prevelik za zip. Ima kolesa ima taka, stari. Ja, Ja? pač bolan zip je motor za narejen za iti po zadnji.
In to je to. To Aj, se ga dela. vi ste ga metali brez predelati, je lahko več na zadnje? Jo, voljda. Ja? Mislim pač predelati, kaj boš predelal, 5-4 takt. Kako ga vržeš na, Rinko dol. koga vržeš na zadnjo? Rabiš lepo, malo ustat mogoče, malo. Kaj meni malo, tipo... Ja, tipo lih malo, dat puna gas in nabit z nogami noter, se A odriniti prav in pol... stisniti. Prav... Ja, da Dobro. ga stekaš in pol z buljo nazaj Aha. in ga hitiš. In ravnoteže ko držiš pol? Z gasom. Pa drži sam, tip je tako narejen, da pač ne rabiš nič delati. Okej, jako. Najjači plac, ker ste šli po zadnji. Triban. Kje je to? Kaj je to? Dej povejte, kaj je bilo, no? Ja, ne vem, ta človek se je vozil z zipom po zadnji ko svinja, ne, in tip sem ga učil jaz še takrat, da se vrti po zadnji v krogu. Tip Kaj ti pomeni dejansko po zadnji mu je v krogu? uspevalo. Kaj tipo tako? Ja, v krogu. Aha. Nogica dol, veš, in kao... In tip ga vrtiš, tekaš, tip je prišel tako milimeter od tablice. To imam še posneto. Čakaj, kaj nekje. toliko ga je vrgul? Ne, ma tip je šel milimeter od tablice od zida. Ko se je vrtel, je s tablico skoraj tako zid po zadnji štekaš. In to v krogu, po zadnji gor. To ni težko, ne? Jaz nisem nikoli znal voziti po zadnji. Samo to znam. Ja, prvi dan, ko sem imel zipa, smo šli jaz in Gajšo na igrišče dejansko res, in smo se drita prvi dan učili po zadnji. Mene pač je on učil in In si se sem bil naučil? najbolj vesel človek na svetu, priznam. No, in pol, ko ga nisem imel več, sem bil tipo... Zakaj si ga pa zgubil? So mi ga ukradli, stari. To se dela tle, ne? To se dogaja. Ma kaj Ko ga to jebeš- ti pred hišo tega imaš? ne? Samo da ti povem. Kje so ti ga? Ma kje? Prav je ugibati, kje. Kje? Zato vprašam. Prav je ugibati. Kje si bil z njim in ti je zginil? Jaz mislim, da pred hišo. Ne. Si šel k maši. Nekje, ki je prav štekaš, v Izoli, kaj. A, v Izoli. Ja. In kaj si šel na sladoled in prišel nazaj in Smo ga ni šli bilo do več? kolega, smo pustili tam zipa malo. In, Ni ga bilo več. Ja, 20 minut. 20 minut. 20 minut. Sem pustil zipa v Kopru, 2 tedna, tep je bil tam, odklenjen. V Izoli, cak. V In Izoli kaj to? 20 Kaj minut. primejo, hopala in grejo? A kaj je Ali ti zlomi balanco, ne? Kot se naredi. A tipi imajo top in ti zlomijo balanco in ja, to je to. Ja. In kaj pa ga Enostavno tako je lahek pis, da ga porineš ko nič. Ja, Odneseš ga tako, da ga primeš, ga neseš na rami lahko, po mojem. in še ga daš po zadnji, ono. Lahko. Dobro, ko ne hodiste po zadnji, kaj še delaste? Pa čilamo malo, veš, ono. Malo v nekem studiu, pa je neke komade delaste, ne? Ja, Pa je... Ne, neki sem čuh. Ma v studiu mojem smo, jaz delam bite, delamo komade. Koliko let že? Odvisno, kako vzameš, ne vem, pač jaz sem naredil, ne vem, prvi bit, ko začel sem delati bite, tipo, ne vem, 5 let nazaj. Okay. In, ne vem, prvi komad je bil kaj 1 leto kasneje, tako da, ja, 4 leta, sprdnje pač, ono, to je bil samo sprdnja pač, ne. Še vedno je, no. Ja, še vedno je pač. Tako da to je bil cel point, samo sprdnja, ono, in pol je dejansko neki folka zasledilo. V bistvu prvi komad je bil Bazuka, ono, ko je dejansko neki folka zasledilo, ne. To je bil dober. Pa pizda, ja. Meni ni všeč, ono, iskreno se čuje smeti, ono. Ampak dobro, to je bilo še tako, što smo se naučili delati boljše komade v glavnem. In Se kako? boljše kvaliteto ne čuje in to. Ampak ja, kaj. In kaj loči dober komad od slabega? Ma, slab komad sem rekel, tipo, ker se čuje slabo, ne, je slaba kvaliteta, ne, je slabo narejeno, pač. Ki smo vse delali sami in pač tekaš, ko začneš, je itak vse smeti, ne. Kaj vi kaj poslušate? Toni, kaj ti kaj? Ma, jaz poslušam vse, ono, od slovenskih komadov, domačih komadov, Balkan, italijanskih, Okay. nemških, čeprav ne štekam nič, ono, niti italijansko, ne znam niti se predstaviti. Ono, vse poslušam, od rock. Kar se lepo vse, čuje. Vse. Ja, ne, vse res. Ok, imaš kakšnega go-to? Pizda ne. Trenutno najljubši kaj? Na kaj ga bengaš na zipu po zadnji? Na zipu nički, ono, ne morem poslušati muzike na zipu. Nimaš zvočnika sabo? Pizda ne. Ne, drugače, karkoli vidim, ono, ki, ne vem, slučajno da poznam, kliknem, bilo kaj je, ono. Ok, jako. Ne vem, lahko, ne vem, zdaj poslušam, kaj jaz vem, Metallico, ono, čez 10 minut bom poslušal Enjo, ono, neke Poznaš melodične komade. zdravnika od Mirne Reynolds? Ja, Ok, to je jako mat. To je eden moj najljubših. Lih tako. kar hud. Vi kaj poslušate?
Pa nič, jaz večinoma poslušam trap, pač ono, še kar ono, kakšen, ne vem, stari, koga bi rekel, ono, kakšen 21, Future, še kar najjači, ono, mogoče Lil Baby, ono, tašno, veš, ono. Gucci Mane, fucking Chief Keef, kdo še, to so te, ja, Detroit malo, veš, ono, Detroit. In tašne, ono. Drugače pa poslušam tudi lepe komade, veš, ono, tipo, une 90-ta, tipo, so mi hudi ko svinja, ne. Tipo ABBA in take. Tipo, tašni komadi, pač, ki so večini folku so všeč te komadi, ne. Tako da... Ti tudi daš za tako široko publiko, se mi zdi komade, ne? Ja, full zvrst imamo različnih, ja. Ja, pa to je dobro, veš, da jemlješ inspiracijo tako iz povsod. Ja, ne, folk ne ve, kaj pričakovati od nas, tako da, ono, bi si A mislim, da eno idejo ima, kaj pričakovati od vas. Kaj? Kaj? Kvalitetne komade. Eto. Tako je. Kaj ti kaj za inspiracijo tako, kaj poslušaš? Pizno, ne vem, isto, italijanske, kar neki je. Trenutno najjači reper zame, mislim, je Taxi B, Fix. Hoj znače, veš, da je to. Nimam pojma. Ki pride v studio, štekaš in prva stvar po mojem si nariše, veš kašno, in pol začne se dreti v mikrofon in izpade hudo. Štekaš. Ma prav dere, veš. Okay. Itak sem se probal enkrat in od takrat nimam več istega glasa, sem ga zgubil. Tako da jebi ga. Kaj poznaste Lil Dickija? Lil Dicky, Fix ima velikega. Ne, kaj veste, da to? Ma ja, to nek red, ono, bel tip, ono, ko svinja. Ja, kakšen vam, ki on je tak nek sprdnja rap komadiči? Fix ga ne poslušam. Ma on je tipo pač sprdnja, ampak inteligenten istočasno, štekaš. Mi smo sprdnja in tipo zabiti fulno. Štekaš, tip dela dejansko pamet. Si čunal komad od njega, ki je uni jail? Si poslušal? Ja. Pač smešen komad ko svinja. Malo gej, ampak dobro. Ne, je dober komadič. Ja, pač ono, mene je nasmejal malo, prav sem se zahihital malo. Ko imaš ti kaj? Moj go-to. Pa jaz sem poslušal zdaj nov album od Drakea, včeraj sem ga lik poslušal. In dejansko je do svojega sina notri že. Meni ima en komad mi je dober. In to je to, od tega albuma, drugo mi... Nisem ga celega poslušal, sem ga med treningom, nisem niti toliko fokusiral na komade. Ne, ampak mislim, da so njegovi albumi vedno neki pač podobno, kot veš, vedno ista struktura. Vsi featurei njegovi so res hudi, pač res smo hud folk gor vedno. Ko se vi kaj lotiste komadov? Pa poslušamo bite, ki jih imam, ne? In kakšenkrat je hud, ne? Pač, fak se zajeba. Ne, se smešno samo pač. Ja, pa kaj, kakšenkrat je hud, kakšenkrat ni, ne? Lej, poslušamo bite, ne, ki jih imam, si izberemo enega, ki nam je všeč in ki nas inspirira malo, to je glavno. Rabimo dobiti inspiracijo, seveda. In se pol napiše tam komad, ne, ali pa se napiše naslednji dan komad, ker pač mi to si vzememo bolj lagano, ne. Aha, nimate procesa, tipo najprej bit, pol, komad najprej bit. Nimamo tipo, da bomo zdaj naredili, pač lahko bi, ampak ono, zdaj smo lotili in bomo naredili v enem dnevu komad, ne, pač. Veš kaj je, mi nimamo uno, tipo, ne vem, da se bomo dobili, bomo, ne vem, ok, priješ do mene, bomo danes naredili komadu, no, nijamo to, štekaš, mi se gremo družiti in slučajno da kakšen bit ali pa začne delati nek bit, no, uno, in če ga filamo, za to mora nastati komad in, ne vem, ali pa poslušamo neke te ameriške reperje in če je kakšen komad hud, uno, če nam da kakšno inspiracijo, probamo narediti pol kaj podobnega. Vaše komade znate vse na pamet? Ja, večino, ja. Ampak, ki so taka jebena besedila. Ful so dolgi tudi. Ja. Je dosti komadov, ki je tipo besedilo še kar podobno, samo malo premetane besede, ampak si ga zapomniš. Kaj pa oni vaš limonce, ali kaj je že? Dve limonce? Kaj? Ko si tako hitro ti šel po bitu? Mislim, ko si vozil po zadnji gor? Da ne vem, poslušal sem bit in pisal in sem probal napisati pač. In ko si posnel v enem vse, ali? Ponavadi ja, samo se ne spomnim, ko je bilo uno. Oh, fuck, uno si... Ma če že sem samo, ne vem... Kaj lahko zdaj en del probaš tako hitro, bi ti uspelo? Zdaj? Kaj ti? Šta od komada? Ti ga lahko dam? Dej. Prav me zanima, če to brzino uhvatiš, stari. Dve limonce, Lilberto.
Šetamo peške, kje ste mlade ženske, kje ste mladi fantje, žuramo mi zdetle, točejo se lajne, palijo se kane, odpirajo se flaše, muzika za dane, ko plamen, padem na bitu, jaz skačem, če me pogledaš in primeraš, danes sem drugačen. Izmater. In tako dalje. Piš! Lagano ono. Ja, ni zajebanci. Lagano. To so prade. Drljav, stari. V nulo. Sploh ni ne drdlja, ni zdrdljav, ne, ker je clean besed. Vse se Ja, ma razume. pravim. Ja, fort. Opalatle, kot veste, vprašanje od Kiro Sadje bi si dal ured, do kaj je smisel življenja. En tip vprašanja je Jure dal ven. Ne vidim. Aj, prečitaj. Kaj ful vi, da vam zdaj povem, da sem nepismen? Res. Kaj je smisel življenja? Kaj je smisel življenja? No, kaj je? Povej mi. Ajde, vsak po sebi ne pove. Kaj je smisel življenja? Ne vem, pač dobesedno Id zipom po zadnji. čim več uživati med tem, ko živiš, ki tak pač na koncu umreš, ko ga boli kurat. In samo uživati med tem. Čim več pizdari narediti, da se dobesedno narediš čim več takih stvari, ki si jih lahko zapomniš, ma itak, ker so toliko vija in po mojem vsega vmes, da boš itak pozabil, ker se ti bo mozek sfukal do konca. Samo da ne greš lih v zapor, po mojem. To je opcijsko. Mislim, jaz en dan sem sanjal o enem ful zabitem kvotu, ki sem si ga zmislil, ampak ko pomisliš je logično. Življenje lahko živiš samo, če si živ. Pizdo. Ampak, Točno zadevo. In kaj, če si star 80 let in ne moreš hoditi? ja, ampak lahko ga živiš samo, če si živ. Veš kaj, jaz imam... In zato ga jaz moraš imam živeti. odgovor na to, ne? Če ne moreš hoditi, imaš zipa. Ne rabiš hoditi. Enostavno. In kaj, ko je rdeča luč? Greš čez motor. Zdaj tako sem barovno slep, sploh ne vidim. MC Lupo, kaj je smisel življenja? Smisel življenja je ležanje na plaži. Seveda, kaj ni, se hecam, dej, kaj mi zabaviš. Dobro, v glavnem, smisel življenja, stari, ne vem, živi dokler živiš, Vidi, ja. Ali pa, bala živeti, realno. ne, se hecam, ampak bala živeti, ko imaš tipo 80 let, kaj ni. A mislim, če si zdrav, če ti gre, če imaš noge. A vi, dajmo, dobiš nek kader tam, kateder, rabiš scad skozi cel. Kateder. Ja, Kateder je miza. Kateder je miza od učiteljice. kako se reče? Kaj je že ono je kateter. A dobro, fucking kaj sem rekel isto. Kateder si rekel. Fucking Slovenci, Slovenščina matura 4. Dobro, ja, kaj zdaj, ja, sem... Kaj si povedal zdaj na koncu? Da moraš imeti kateder v bistvu. Kateder. To je povedal. Ne, kaj je smisel življenja, da delaš stvari, ki uživaš v njih, da se ne obremenjuješ s stvarmi, ki bi te, ne vem, bi ti preprečile delati to, kar te veseli. Kaj, če je tvoje veselje ubijanje ljudi? Dobro, kaj? Če tebe veseliš, Sam greš. zaradi mene. In nič, da imaš ful spominov, da živiš za neki, da imaš, ne vem, da si ustvariš družino, da je nek razlog za živeti. Ciljaš na družino ti en dan? Pizda. Upam, da ne. Ne, ja, itak, ampak... Kakšno lepo pupo, 2 malatonija. Ne. Vije. Kakšen imaš okus za pupe? Mlade. Dobro, koliko? Pizda. Mlajše, slajše. Dobro. Spodnje limita ni. Ne, se zabavam. Kakšen okus? Kaj jaz vem? Atlete dosti posluša lepih, veš pa. Naj poslušajo. Da je zdaj bo izpadlo fulno, gleda samo, kao ne gleda zunanjosti, ne, itak gledam zunanjost, štekaš, ampak da je tu normalna, stari, ne bom hodil z neko prezdeto pičko, ampak tu ne morem hoditi z neko, ki je ful sonček, ampak da je ja, pač nočem biti nesramen, ampak da je bolj tako prepuščena, Okay. da se skrbi sama zase. Kaj vidva, imate kakšen okus? Kaj iščete? Ma samo da je normalna, v bistvu pač mora biti dokaj lepa, mislim, mora biti pač ne da je grda ful, štekaš. Pač tebi mora biti lepa, vse je razumljivo. Ja, meni mora biti lepa, mora pač samo biti normalna v glavi, da imamo lahko normalne debate in to, stari, in to je to, Pa ti.
Ma ja, kaj jaz hočem, da je zabavna, tako ti povem. Ja, okay. ja da se zna spustiti samo spet, da ve mejo neki, če ne. Mislim, za reč, toliko, ko ste viš trgani, še vedno mora biti ena normalna. Ja, bi rekel, skoraj da je, more biti normalna iz tega razloga, da me lahko mene miri. Aha, vidiš. V zvezi mora biti en v kurcu štekaš in drugi pač dokaj normalen, da mogoče se nekako to izenači in sta oba. Da pride sta pol. Ja, tipo. Če sta oba dva v kurcu, je vse v kurcu. Ja, je samo v kurcu vse. Kaj ste imeli najdaljšo zvezo? 3 dni Kaj sem po mojem 3 mesece maksu, no. in pol bašta. Ma ne, veš kaj, to jaz sem malo prizadet. Kdaj, veš, nisem normalen človek, bi rekli. Ne, zato iščeš ti normalno, razumljivo. Ja, ne, eno, ki me zna celo prenašati v bistvu in da jaz lahko njo, ki če ne... Okay. Ko bi zdaj vi enemu neprimorcu razložili, kaj je bala? Friend, to je bala. Kaj Je nekaj zelo slabo. Recimo, imaš razbit telefon, to je bala, štekaš, to je ono, what the fuck, to je kurac. Ne, da zdaj, kot smo se pogovarjali prej, opišite en komad, ko ste ga naredili. Ajde, da si izberemo en komad, povej. Komad, Miloš, ja, pač ni objavljen in to še, ampak je bilo... Ta je zdaj nov? Ta ne bo verjetno. Ma bo, samo treba prepričati tega človeka, da ga objavi in to je to. In ja, bo, v glavnem baba. Torej, komad Miloš prihaja? Komad Miloš mogoče prihaja, ja. V glavnem pač hud komad, večinoma za pjane ljudi, ni za trezne definitivno. In pač, ja, smo rekli, gremo v studio, v Škofije, gremo narediti komad, ne, kao mi prišli tam vsi resni, spremni, narediti, ja, smo hoteli narediti 3 normalne komade, ne. In prijemo tam je bilo 15 pjanih ljudi in so vsi se kričali in pol smo se to mi napili in smo naredili pač prizadet komad, zato je nastal prizadet komad, ki pač... Lahko deliš kakšen lirik iz komada? Torej, ful jih je pač... Dej ene 4 bare deli, dej tako, eno kitico lahko. Malo, da dobimo feeling. Ne vem, spohal sem 2 ajkosa, meni je milina. Stari sem, kako gre? V solinah. Dej, tvoj mikrofon. Delam na roko, stari sem v solinah. Sem... Brain dead. Dobro. Meni se zdi, da si malo brain dead, sem tu jaz, vse smo vsi, kaj. Daj ti za repe, pravi ti. Kaj da jaz za repam, kaj še moj del, da se spomnim, kaj sem rekel, ki sem rekel full fucking prizadetih stvari. Polovico teh sploh niso besede v slovarju, dobesedno, pa sem si ustvaril nove besede. Prav je tako. Čakaj, da se spomnim neko. Samo da vam povem, Benjamin, ne, človek. Ja. Kako se kliče Benjamin, ko se vozi? Kako? Vozinjemin. Imaš še kakšno iz tvojega slovarja? Patrik Prešernik, fiks. Patrik Prešernik. Kaj, kdo je Patrik Prešernik? Ajde, vzemi. Jaz nisem sonetni venec, jaz sem Patrik Prešernik. Jaz imam zdaj eno tako izkušnjo, sem poslušal vaše komade, mi jih je Jure predstavil, fucking bolani. Zdaj imaš autizem, fiks. Malo. Ne, in dejansko, jaz sem se lotil enkrat napisati tega komada, mene zebe sprdnja, ampak tako, sem se ga rekel, usedem in napišem, ampak ta komad, ko sem poslušal vaše komade, kar stekuje z mene in zdaj vam ga moram prebrati in da rejtaste. Kakšen je komad inspiriran od vas. Vozil sem se po cesti, smo šli na kolesarji in je prišlo to. Jaz bijam kolesarje, to je moja cesta, boli me nekura, z kjerega si mesta, če imaš 2 pedala, zame si budala, furaš kolo, ker pička ti ni dala, ti vožiš brez čelade, jaz pa mame mlade, maste pajkice nariti, kolesari ste zabiti, pogačar kulje dečko, zdaj bomo po kmečko, kolesarje zbijamo. Tako da... To je malo kriminal. Ne, veš kaj ti povem. Sem rekel, naslednji komad moj je o kolesarjih. Pizza, kdo da fuck ima rad kolesarja? Sej za to? Imam cel Totalno se trg? strinjam, ko jih jebe, majki mi, tipi so retardi, samotašni. Čakaj, še eno linijo imam. Ne, sej vem na pamet. Ta je bila ful inspirirana od vaših. Zbijam po levi, zbijam po desni, ko me praša burek, reče mi mesni. Tako da...
Mislili ste, da imam kakšno šanso v tem rap biznisu? Veš, kaj ti povem, na šitok komadih, fiks. Šitok komad je lep iz tega razloga, ker pač nima veze, kaj rečeš. Ja. Samo da poveš in da se mogoče rima, to je opcijsko, sploh se ne rima ponavadi. Ma to je, Samo to da je je čim prav bolj prizadeto. nek stil je ta. To je, ja, kaj je ameriški stil u njih, kaj so... Ma to je stil teh Detroit raperjev, ki samo pridejo v studio in pač nima nič spisano, ne, in samo freestylajo, ne. In delajo tipo lajno po lajno, ne, rečejo lajno, malo razmislijo in rečeš drugo in to je to, to je v bistvu shit talk, kao govoriš iz riti, ne. To je pač, ja. Kdo je najbolj znan tako v Ameriki s tem stilom? S tem stilom, alora, jih imaš full, imaš Rio the Younger OG, imaš TJ XX, imaš Casher Quan, imaš Babyface E, imaš fucking RMC Mike, imaš ko je uni... Ja, uglavnom full jih je. Kaj je fora, samo da je catchy? Ja, pač, veš ne vem, ameriški komadi pač so štekaš gangsterski kao, Detroit, in pač tipi samo govorijo bolane stvari, pride hudo, in ja, tipi pač ne pišejo, to je ta stil. In je pač full hitter beat in pač imajo nek svoj zvok, so ga naredili tam. Kaj, boste tudi pisali kakšne komade, ki so bolj klasičen rap? Veš, da ni Old school. Ne, da ni v smislu toliko ta shit talk, ampak bolj neke normalne lirike, mislim. Ja, mogoče je nekaj bolj, veš, ne vem, da lahko daš na radio, mogoče celo ta komad, ki te vaši komadi ne morejo iti na radio. Zdaj ti povem, po mojem, en lep cajt še ne bo prišel noben komad na radio. Prav zdaj, ajde, oni so naredili, ona dva sta naredila nek normalen komad, ki pizda, mi ga ni bala poslušati v javnosti, brez ebancije. In, ja. Kaj jaz vem? Po mojem, da iz moje strani ti povem, da en cajt še ne. Tebi je cool ta stil. A mislim, imajo neko to špuro, ne? Ja. Da bi jaz hotel, da se to posluša na radio. Jaz hočem samo se zajebavati. Jaz prijem tam, da ko grem kaj snemat, ma dobesedno samo iz sprdnje. Ni da sem zdaj trudil ko svinja. Ajde, bom se potrudil malo, da je nekako spodobno narejeno, da se me vsaj malo razume, a drugo je bolj zaradi zajebancije, zaradi vzdušja, da je bolj zabavno. Da lahko pokažem kolegu komač tekaš in da pač se mi puščije po tleh od smeha, razumeš. Kaj še imate polkaj cilje? To narobe človeka si vprašal. Ja, mislim, ne tako, postati čim več ljudi s smehom. Ja, jaz to je top 3 stvari, grem v Koper s čijem po ljudeh. Pa ne, kaj, samo da pač, veš, cilj je biti underground in pač Nikoli ne prid ven? Ja, nikoli se ne prodati in to, zato ker pač, ne vem, stari komadi za na radio enostavno meni niso všeč. To poslušajo ali ful otroci, ali ful stari ljudje in tašne štekaš, ko se reče, se izogibamo na tašnih ljudi. Te populacije. Tudi, če priješ tipo, da nisi več underground in da neke založbe podpisuješ ali karkoli, neke pogodbe, te dobesedno kontrolirajo tipi in da bom jaz delal nekaj, kar hoče nekdo drugi, kar meni ni cool, samo da je njemu v redu, da dobi on nek denar, pizda ne, hvala. Mislim, kaj pa zdaj, ki smo v tem času in to ne vem, veš, dropne ste vi nek komadič, neko sprnjo na TikTok, to blow upa in pol si nabaviste koncerte, sem tu po celi Sloveniji, veš, zdaj po moje smo v takem cajtu, ki to se da. Ma ja, to na TikToku je prišlo zdaj, zadnji mesec, res. En tip je objavil video in dal ta komad in samo eksplodiralo, ne vem, koliko je 600 video na ta komad. To je raz dosti. In ja, tako za... Vi ste šli full viral, kar enkrat. Ja, ti pravim, zadnji mesec je najbolj. Ja, mislim, ste študirali, če biste to vi kaj bolj ponucali? Veš, koliko imate sprnje v komadih, lahko da ste sprnje neko video, vi to objaviste, vam ogledi, vam cloud, vam vse. Ma neki, smo, zdaj nismo prišli nikamor, ampak neki smo dosegli že brez tega. In pol bi bilo samo vse, nek mainstream preveč. Bilo preveč neko metanje v spredje. Ok. Ne mislim, zanimivo, kako ste rekli, dej, bomo mi cool tle underground, tle nam je lepo in bomo lepo gačili. Ja, se niti te koncerte in to je nam en kolega nam je pisal, ki je organiziral neko žurko in kao, če bi prišli mi odrepat in to je bila prva žurka, ko smo imeli tam v Miših, v Koči in tam je bila prvi kao koncert in... Bilo puno? Ja, je bilo še kar folka. Ja?
In pol drugi koncert smo imeli v SMK-ju. Ja, to sem videl, da je folk čakal spredaj. Ja, je bilo polno. 300 folka, ne da mogo čak- priti več notri. Fuck! Ja. Ste bili samo velšek dovnen? Ma mi in še enih par drugih. Okay. Ja, Ampak so zaradi vaš prišli, verjetno. Pizda, ne vem. Ki je bilo še tam dosti folka, ki ima tako dosti poslušalcev. In in zdaj ta koncert bo po moje isti, če ne še hujši. Zdaj boste sami? Imamo več kot 1 uro komadov, ampak To je že več kot ful. 1 uro repet star je malo ono. Te utrudi, ja? Zdaj ti pač ono, jaz nimam glasa že po 20 minutah. Še tam pijano na repet, pizda. Kaj boste mogli pa se malo tudi naučiti, verjetno, kako kaj dihati in to, ali kaj, veš, te fore. Ja, ko repaš, veš, da si ne skuriš glasilke in to. Ja, glasilke, ampak Ja. to je že preveč truda, ono, to je že preveč razmišljaš, ono, dejansko. Pač ono, samo greš, ono, to je to. Vse je dobro, vse je sprnjaš, štekaš, meni je hudo hoditi na te koncerte, tam neki na odru govorim stvari in folku mega, ono, štekaš, samo gledam, kaj vam dela. Kakšen vam je feeling to, ko ste tako? In vsi vaš komad nazaj. Ma ne vem, meni je dejansko full mega, kaj da folk se mi dere one neumnosti, ki jih jaz govorim, štekaš, ki še meni niso všeč, kaj jaz govorim na komadu, sploh ne vem, zakaj jih on objavlja, razumeš? In pol, da mi nek tip tam se to dere nazaj, meni je mega, pač tako ti povem. Kira ti je najboljša lirika, ki se ti je derajo nazaj? Ki ko čuješ Vse ono, what znajo the na fuck? pamet, po mojem. Pizda, jih je dosti, ne, fucking njih malo. Jih je še kar nekaj, lahko ti zdaj naštevam. Jaz vem, Kira je, ona. Ma ne, veš, da oni komad brez evanci meni ni bil toliko všeč. Ma meni una lajna se je tako primlo, ker je dobro, smešno je. So močne besede, Ja. v močnem zaporedju. Smeš pravilno deliti za postavljene. une, ki niso čuli. Kaj, grem do tvoje mame, v pičku dam 2 prsta, hotel se mi fukat, ma je bila predolga vrsta. Sej jebeno, štekaš, ko pomisliš, tako, greš kao, vidiš vrsto, ajde, se vidimo, drugi smo, fuck off. Kurveti. Vezi to, ki je sprnja, ampak bolj ko razmišljaš, pizda bolj je uno. Ja, bolj si uno. Ja. Je stvar, zakaj so te komadi toliko dobri? Če bi se trudili ko svinja, ne bi bili toliko dobri, z tega razloga, ker se trudiš, ko se neki uno trudiš, ma tako je spontano, je fucking, pride iz tebe, Je naravno, uničar, štekaš, ja. je uno 100% ti, štekaš, pokaže tvojo osebnost, čeprav ni najboljša, ne, ampak veš uno, pustimo stati. Kaj bi vam, ne povej, če imaš kaj. Fora samo, da se zabavaš, ko delaš komad in to je vse, kar je važno in bo prišel komad hodil, no, to je vse, kar smo te reči. Ja, bo človek dejansko to zabavo, ki jo ti tam dobiš, recimo, ki jo delaš, ti zabavo, ko delaš ta komad, bo jo začutili, ker je toliko iskrena, recimo, ne. Dejansko tako ste študirali, da bi imeli mogoče več ekipo okrog sebe, da vi ostane ta sprdnja za jebancija, delaste kar česta, ampak nekdo drugi, da vam rihta, ne vem, koncerte in tako, da se malo razširi vse to. Vse nekako je že tako skoraj. Jerko? Pa imamo enega človeka, ki nam pač rihta koncerte, ki jaz jih fiks ne bom rihtal in ja, je tipo ono pač, mu pravimo, da je menedžer naš, ampak pač ni menedžer, samo rihta koncerte in to je to. Kaj imate full splaniranih koncertov za naprej? Ne, samo to za ne vem. Pač ne vem, tip mi je reče nič, samo ono, ko je koncert. Ja, zdaj je koncert, ono, okej, in to je to, veš, ono. Pač realno imamo full Si malo menedžer, ja. koncertov. Si ne daš v koledar in to? Dobro, vem, da je koncert. Član, čez 3 dni imaš koncert, dobro? Ja, prijem tam ono, kaj? Ne, fucking, ja, lej, tip je kruh, ki realno fucking je edini človek, ki nam Dober je rihta pač, ono, ja. karkoli. Tako da, ja, čeprav Ja. Ja, se to nekako samo prišlo, nekako do nas, razumeš, pojem nismo niti hoteli tega delati, razumeš, da ono, iti na koncert, razumeš, to nam niti ni prišlo na pamet, dok nam ni ta tip Ulete. pridi stari, gremo. Smo rekli, ajde, da gremo probat. Prvič je bilo dejansko full VIA, jaz sem se počutil prav ono, mi je bilo čudno iti na oder prvič v lifeu, tam neki govoriti. Koliko folka je bilo prvič? Ja, 200, 150, kaj je sve. To je že lepo za Ne morem prvič. prešteti, tako jaz ponovadi preden prijem na oder, že ono padem 10krat po tleh. Srabiš dati, veš, uno stanje pravilno, ne, za repat. Okay. Kaj, vaši starši so slišali komade? ja, uživajo, njim je milina, oni poslušajo to v avtu, se grejo voziti, delati lepo. Pitko dan 2 prsta. Ja, pač njim je milina, tako bom rekel. Ne, pa res, ne povej. Tvoji starši so videli tako, poslušajo tako, ne? Pizda, Ja? moja mama ful hoče to čuti, ampak in nočem pokazati. Ki hoj znati, kaj si bo mislila. In Moj sin pa ni tak. ne, moja sestra je samo čula, ki je nekdo enkrat objavil na Facebook in me je označil in ona je videla, da me je označil. in Ma šla starejša poslušat sestra to, imaš? ja.
In, Moj mali Toni. ne, in ono kao, kaj je to, nekaj sem videla ono na Facebooku, neki 2 limonce, ono, neki ki repaste in jaz ono, kaj si videla, ono. Nekdo te označil, jaz pa nisem vedel, grem pogledat, ono tip nas je označil. In ono, Dobro, 2 limonce je tak, še PG, tako. ja, ma veš ono, ne vem, kaj tvoja mama je bila ponosna na to. Mislim, lej, Ih ono, ne vem, Runi, moj komad Mene zebe, sem tudi bil malo tako... a ne, se je uni hud komad. Ampak onega nisem dal poslušati mojim. Sem rekel, ne, to vi reži ne poslušajte. Pa ni bil toliko grozen, ampak sem bil vseeno, ne. Ne, v glavnem niso počuli komado, ampak ono ve, da smo imeli koncerte in to, in Okay. da smo danes tle. Dobro, pol en dan jih presenetite, prve vrste. Ne smejo nikoli priti na naš koncert. Jaz sem rekel, ne stoj priti majke mi, ono, kaj si normalna, ono. Fucking, res, ne stoj mi priti na koncert, ono, te ubijem. In kaj če jo vidiš en dan v prvi vrsti, kot ti tvoj komad nazaj ga repa? Ne, to se ne bo nikoli zgodilo, ono. Ja, moji sploh pač ne vejo nič. Prav nič. Ono. Vejo dobesedno, po mojem, vsi okoli njih, po mojem to vejo, razen oni. Pač vse prej, ono, nikoli. Dej, kakšne komade kje dela ste? Nekega španskega ste nam prej omenjali. Kako to? Tako, čolo komad, ne, malo... Kaj, lik včeraj smo bili tam pri njemu v studiu, razumeš, samo sem prišel neki tam, sem hotel neki posnet, veš, zdaj ki je preurejen studio na novo, Opa. lepo pobarvano, televizija, veš, zvočniki, sterilno zgleda. Samo še vedno, veš, beton vibe in to. In, ne vem, včeraj smo kao začeli neki isto, kot so prej govorili, da samo se spusti beat in se slučajno en najde. Točno tako je bilo včeraj. Gremo čez bite, veš, gledamo in prije ta španski in mi reče ti polno, dejka, gremo repa to v španščini, jaz ga gledam, valjda, ajde gremo. Smo tam kao neki jaz in on in kaj še Bosančič je bil tam in smo kar neki repali, razumeš ono. Tipo, imaš 1-2 lirika, ki nam lahko daš v španščini. Sem čolo, pofukal sem ti mamo. To je en, kaj sem. Čakaj, da se spomnim. A ne, to je fucking, veš kaj je pol slovensko, pol špansko. Dobro. Smo pa naredili refren, ki sem ga naredil v tašnem glasu, ki sem naredil 2 verza in pol sem se skoraj zrucal, ker sem toliko ribal, štekaš. Oh, fuck. Ja, in je bilo bolano. Ti pa kakšen glas? Ne vem, ko ti povedati. Naredi ga. ¿Cómo estás? Da. Ese. Neki prezdeto, ono, v glavi. Zdaj sem skoraj zrucal se, ono. Ni panike. Ma ne, je krut komad, meni je krut, štekaš, ki je uni poseben čar, ki nikoli ne veš, kaj boš dobil, ne? Ki niti mi ne vemo, kaj bomo naredili, ker slučajno en dan pride in Pa prije to je neka res jako. tema in samo kar neki se začne govoriti in je bolano vedno. Čakaj, in kaj ta besedni zaklad in to imate dober drugače za rap, za te komade iskati? Kaj za besede? Ne vem, vprašam, če Besedni smetnjak, če me ne vprašaš. Mislim, tako, kje išče, kaj, berete kaj ali tako, ne? Nič. Pizdo, ne vem, kaj da ti povem. Tako malo za Poslušam- besede in to poslušam, dobiti, ne? Recimo dosti komadov različnih, ma to ti pravim, res vse možno, razumeš, ajde. Kdaj preberem kaj imam, večinoma mi grejo samo stvari po glavi, ki so mi všeč, recimo, da bom šel zdaj brati o neki fucking, ne vem, kvantum fiziki, razumeš, ono, mogoče me bo kaj zanimalo, ma ne ono do te mere, šteka. Dam te na polko atom ali nekaj ono, veš. Vse fore, ono. Pa, ki sem skoraj neki rekel neumno. Ne, veš kako dobimo besede? Veš ono, ko daš v Minecraftu enchanting table in imaš knjige okoli, ne, knjižnice, ki hodijo besede ven. Tako hodijo pri nas iz betona besede ven v nas. In tako dobimo mi besede. Torej, vi imate ritual, greste na beton in jemljeste besede. Ja, ne, pač samo prije, mi smo not v studio in vse beton narejeno in ja, in samo hodi v nas, pač tam not, ja. Okay. Ste... Nekako vzameš iz zida, veš, prav si tam in te prime, da bi neki repal, štekaš, ti se počutiš, je tašen vibe, razumeš, kot da si, ne vem, v nekem kvartu, kaj jaz vem. Dobra energija to. Prav se počutiš, kot da si zid. Kako, Beton. kako je biti zid? Stari, si beton, si dejansko odvisno kakšen zid, če si cigle, ono, si malo votu dejansko in ono, nikoli, ono, ti isto, ko montiraš televizijo na zidu, ono, valjda montiraš raje v poln beton kot v ciglo, ne. Se mi zdi, da naš podcast je ono, veš ono, ko si haj. Haj to ono misli, veš ono. Ok, tako, če pogledaš zdaj Jureta, kakšen zid bi bil on? Ma Jure pizza, tip je uni, mona, čakaj, tip je
Tipe podporni zid. Tip je temelj. Na kateremu lahko gradiš. Vam najljubši komad, ki ste naredili? Pizda, en, ki ni objavljen, ki bomo naredili verjetno video za njega, prvi video. Čakaj, zdaj pa boš nekaj full resno, zdaj poštaješ mainstream. Ne. Video pač je toliko pač lep komad, dejansko je lep pač, dejansko se lepo čuje, lep je beat, lepo gremo, in je tašen stil, Shoreline Mafia, če poznaste slučajno, so meni še kar najjači reperi, in tašen stil West Coast je tipa, West Coast trap, ne? In je full lep komad, in za ta komad bi pa naredil video po zimi, po mojem. Ker si ga zasluži, tako bolj. Ja, je full lep komad, stari, full mi je všeč. Kaj je besedilo? Mislim, vsebina? O čemu? Standard, kaj? Iso standard, se veš? Ja, iso standard. Iso standard, ampak kaj je do zdaj, kar ste naredili, kaj ti je najljubši tebi, evo? Do zdaj, ki je objavljen? Ja. Vaški skemer. Pizda je, veš, ta vaški skemer mi je full všeč dejansko. Kjer je tebi? V mikrofon, prosim. Ja, meni je boljši Prade Beton kot vaški skemer, samo ne vem, meni najljubši bar iz ta vaški beton. Ne, fiks ne vem. Ne, čakaj, ne, ta tvoj, ja, ta. Ta, moj komad, kakšen. Ja, ne vem, moj komad, vaški beton. Vaški beton. Evo, dirita, vaški beton. Ma kaj sem, meni najljubši dejansko, kaj sem, po mojem, ali Free Brehet, ali kaj še neko prizdet, ki sem ga naredil s tabo. Ker je ja, normalen. To je res, ampak... Čekaj, zdaj prav raj malo pomislim. No, dej, Tonju, dej vam vem. Meni osebno je tvoj odgajšta najjači del, ki Shitblood je po mojem najjači ja, del. Ta je res. Ta je ikoničen že. Po mojem, ta je najbolj hudo. Da si se postavil na mapo. Dej, Toni, ti. Pa ne vem, meni so vsi hudi, če bi mogel enega izpostaviti, po moje Prade Beton tudi. Prade Beton, najljubši bar iz Prade Beton. Cel tekst. Vse mi je hud. Nimam najljubši. Cel tekst je prehud. Ali pa tu je kakšen ta France Prešeren komad. Tam je tu full všeč, ta isti stil kot ta nov, ki ga bomo naredili, ne? Okay. Je ta Shoreline tipo, ne? In isti stil in pač lep komad, samo za ga poslušati v avtu, ko se voziš delat, ponedeljek, lepo sonček. Dobro. Kakšno imate mnenje kaj o drogah in droljah? Top 3. Top 3 kaj? Top 3 stvari. Ever. Po mojem. Fiks pač ono. Ja, ne vem, droge in drolje, to kdo da fuck tega noče, to mi pove. Mislim, ajde, droge osebno meni lih ne, ja, drolje, ajde, pridejo prav kakšen grad. Ni enega brez drugega, ne, to je ker če, ok, lahko ti nisi na drogi, ampak je drolje na drogi. Ja, to je ona stvar, ne. Vedno nekdo nekje na drogi, fiks. Dobro, Lupo, mnenje o drogah in droljah. Kakšno vprašanje je to? Me hočeš izpostaviti to, me hočeš expozati. Ne, pač se strinjam, ne vem. Se strinjam. Vprašanje ni bilo, če se strinjaš. Mnenje o drogah in droljah se strinjam, ja. Ne vem, meni so v redu, oboje. Oboje? Kaj je rajši kot drugo? Verjetno drolje. Pošteno. Vse pod kontrolirano mejo. Zelo razumljivo. Se rabite zavedati, da ne, komadi so sprdnja, pač ni ono zdaj, da predstavljaj si, da jaz govorim komad, razumeš, imam 10 kil doma, včeraj sem oropal upravno, fiks sem to naredil, recimo, ja. Fante, imate vi kakšno vprašanje za nas? Kaj vas kaj zanima? Se strinjam. Kaj je tvoje mnenje? Se strinjam. Je tako. Zdaj te bom vprašal nekaj in odgovori čim bolj, ko se reče. Iskreno. Ko se reče, ja. Kaj ga dela? Kaj ga dela? To je dobro vprašanje, tako filozofsko, ampak kaj ga dela je poletje, alkohol in barka. Pizda. Narobe odgovor, ja. Pravilen odgovor je, hoj znat, kaj ga dela. Hoj znat. Fule dobro, ki te vprašal, si mu povedal, ne se motiš, fuck off. Ne, me zanima, zakaj ste se odločili, da nas pokličete.
Kje ste dobili to sploh? Kdo vam je? Kaj? Meni je že zdavnaj moj brat pokazal vaše komade, mislim, da poleti. In sem pač poslušal, sem malo smejal. In pol sem pač spet videl vas na TikToku, ste ful takrat prišli ven in pol sem rekel, kaj, vse tipi so člani, valjda, tle z obale. Tako, on je to videl, sem videl na TikToku, šel poslušati, smo bili, oni so z obale, to še posebej jako, mi ful podpiramo naše obale in smo rekli, da oni so tako štrgani, da pač lahko bi prišli kaj sem. Ja. Plus, ti pravim, meni ste tako fucking kreativci za popizdit. Pač koliko je vam to effortless, pač le je neki talenta, pa zdaj ne, da vam vsakam dika, samo tako je jako, kar delaste. In meni ste bili pač inspiracije tako v smislu, pač ne rabiš se jemati tako resno, fucking sprdnja. Tako da zato smo rekli, ajde člani vlete. Ja, smo malo artisti, bi se reklo. Jaz sem še eno vprašanje za vas. Kaj bi dali nek na svet, ampak ajde, da ne morete reči, da vse v easy, ne more to biti odgovor, ampak kaj bi dali na svet nekim mladim ljudem, tako, nekemu človeku? Na svet vaš. V muziki. Za live. Ja, mogoče če hoče postati reper ali pa za live, tako nek na svet. Najprej posnami komad in provaj to predvajati komu, tako tvojim bližnjim kolegom in to, in poglej, kaj si mislijo in ne stoj se med za nekoga, ki nisi. Neki se tako imeti v nekih višavah, zdaj ne vem, jaz bom ne vem kaj, ne boš. Ker pač smo v Sloveniji in mogoče 3 artisti v Sloveniji, za reči reperi, so da lahko živijo od tega in ti ne boš kar tako začel in postal ne vem kdo. Tako da zavedaj se, kdo si in pač delaj to, kar te veseli in ne stoj delati nekaj, ne vem. Kopirati nekoga, stari, samo da bi uspel. Dejansko ne kopirati, jaz nisem še slišal tega stila v Sloveniji sploh nikoli. Ja, ker imate vi jako. Ja, ne vem, samo bote pridni, bote v šoli ali neki, ne vem, ker neki delajte samo pač na koncu dneva, lahko rečem jaz neki realno, ja, ne vem, trudi se za vse, ma friend, se moraš zajebavati. Ki če se boš samo trudil, boš samo postal neki v kurcu depresiven, in to je what the fuck, brez veze. To je vprašanje, kaj je smisel življenja, ne, ki si vprašal. Kaj je fucking smisel življenja? Čim več uživati, samo s tem, tu je probaš narediti kaj iz sebe, recimo. Ma ne da gleda drugi folk, me ne briga za drugi folk, razumeš? Vse moji starši ali pa kolegi ali karkoli v temo. Nekaj da naredim iz sebe, da fucking pustim za sabo, probaj ti to narediti isto, štekaš. Ne stoj se trudi tu i biti član in take stvari, razumeš, da folk se jih vidim po Kopru, se trudijo, veš, da so najjači in to. Zdaj si en tip strgal hlače pred mano, ker je mislil, da je član, štekaš. Bravo, stari. Kaj, padu ali kaj? Ma ne, je retardiran se mi zdi. Se mi zdi, da nima vsega v glavi, ne. In ja, pač kaj dela tašnemu folku, ne morem verjeti, razumeš, Torej, bodi izvest samemu sebi. Bodi fucking iskren, bodi ti, kot si ti, štekaš, tako boš največ dosegel v lifeu. Ne stoji se pretvarjati, da si nekdo drug. Ki če ne, kdo si, friend? Lupo. V glavnem, ne stoji se preveč truditi. Folk, ki vidim, ki se preveč trudi, da bojo zdaj uspeli in imajo v glavi ja, jaz bom zdaj to delal, zato ker da uspem in bom delal to, kar je ljudem všeč in pol v bistvu delajo nekaj, kar njim ni všeč. Tako da to je brez veze, po mojem. Tako da delaj, kar hočeš in če delaš dobro, bo folku všeč. Mislim, bi vi, kaj malo sklepam iz vseh odgovorov, bi vi radi, da vam to postane tako nek main job ali neki, veš, da vam je tipo, delamo samo to v life-u, nam gre, se lahko preživljamo iz tega, ali ne bi radi? V Sloveniji je to ful težko. Pač v Sloveniji, če hočeš to delati, stari, ne vem, se rabiš delati komade za na radio, rabiš biti pač nekaj, kar mi v glavnem... Po moje se da. Pač možno, ampak ne da se prav živi od tega. Ne vem, stari, iskreno ne vem, nismo še tam. Ja, ne vem, vsak ima drugačne cilje v lifeu, recimo, tako ti bom povedal. Ja, jaz ne bi, ni da... Nočem se metati na to, da bom s tem uspel. Imam druge ambicije v lifeu. Ok, kaj pa? Ni samo to. Fiks bi najraje odvozil Isle of Man vsaj en krog, brez da umrem. Aha. Ja. Pusti statka je to, samo pač v koncu dirka. Vem, kaj je to. To je prav na otoku, Isle of Man. Ja. Se pravi otok. Ja.
Tanki tipi divjajo, ko zmešani šteje. Meni so motori top, meni je to mega v life šteka. Še zbirajo, kaj iz tega povleku ven, recimo, kot iz teh komadov, recimo. Okay. Skoraj da, ampak, mi gre oboje nekako, samo da s temi komadi jih delam se sprednjo, ne, to... Ker pač uživaš temu? Uživam v vsemu, kar delam, ne, tako To je stvar, ne. Je ono, lahko bi samo na eno se metal, ma če lahko še drugo, veš, da hodim te koncerte ono in se tam sprdam s folkom, to je fucking... To je dobra lekcija v lifeu. Vse, kar delaš, uživaš. Dobesedno vse, kar delaš, Ja, samo ne vem, če je to mogoče. Očitno je, zakaj ni? Je, odvisno. Ker ne moreš... Ja, mogoče pa lahko uživaš. Je res, če hočeš ti v neki iti profesionalno do konca, ja, boš rabil samo probati uživati v samo tej stvari. Ja. Samo jaz ne delam niti ene od teh stvari profesionalno, štekaš. Kaj ti Zato. vidiš pri sebi, da bi lahko tako zboljšal, da bolj uživaš? Ne vem, to je ful težko vprašanje zdaj. Ne vem, kaj ti ne odgovorim. Kaj, bi lahko ne izboljšal. uživate, ko delate ta podcast, na primer? Ja. A no, pol, pa kaj, to vam je full job? Ne, to je tako, pač ko vam komadi. Ja, sprdnja uživamo dela, tu pa moderata. podcast v Sloveniji, no, koša. Ma, nismo number one. Pa kdo je number one? Lej, So ful bolj gledani podcasti. Jaz to vsem rečem, to Melih Ja. en ustavil in rekel, ka vi ste res number one. Nismo, ampak ker mi smo toliko to tupli, sem jaz imel full intervjujev in dosti člankov je napisalo člani number one podcast. Tako da mi črno na belem smo number one podcast. Zdaj pa številke in to. Vi ste se sami, vi ste stavili kot nam. Tako je. To je dobra taktika, realno. Dobro, nič Da smo te člani, izpustili. mi gremo zdaj na naš najjači del vprašanja. Preden začnemo snema, damo na Instagram vprašanje, da vas kaj vprašajo, ne? In danes so vprašali... ja, točno, jaz sem pozabil povedati, le Tim napisal, Tim Poličnik, 4-krat ne greš v naslednji krog, Bogi Rimanič. Jaz sem bil na Sloveniji, ima talent, popušil na full, ampak štorija, mene so prijavili preko neke Mercator akcije, če si zabaven, dobiš Jurija. Jaz sem bil Pika behind, kartico so ga vzeli. tako, jaz sem bil behind the scenes toliko zabaven, da so mi dali Jurija. Tako da sem dobil 4-krat ne, bil na Sloveniji ima talent, Vse nas je presenetilo. ampak Kaj si sem delal dobil na Jurija. Sloveniji ima talent? Nema veze. Nek stand-up. Ne, ima veze, je v redu. V glavnem Vsi smo ne sedeli. gledat. Tako, ne, fora je bilo tako. Vsi gledajte danes večer. Se je! Huda stvar, še zdaj stojim za nastopom, ampak ni bilo za to okolje, ker je bil. Tako da je bilo 50-50, ali bo poštekali ali ne bojo. Ne, ni bilo 50-50. Je bilo. Sem šel gledati za nazaj, jaz sem mislil, da bo full bruka, ampak je bilo v redu. Je bilo v redu. Še Jure je bil. Naravno bomo Tako da- videli, kaj. Ja, jaz sem 10 sekund pomedel na televiziji. Edina bruka je bila, da jaz sem pred nastopom obala, vas bom naredil ponosno in pol 4-krat ne. Tako da samo to je bila bruka, drugo ni bilo bruka. Vsaj nosiš to. Sem dobil Jurija, tako da fuck Dobro. off, hvala Pop TV, to je to. Meni to ne bi, lih. Kaj Ampak reči, važno, da se počutiš boljše. imaš 4-krat ne Jurija ali imaš 4-krat ne Jurija? Lahko imaš Jure in brez nejo. Ja, lahko imaš Jurija in nisi na televiziji, da te vidi celo Slovenija. Ko dobiš 4, ne. V glavnem, Marko _ Zajc 09, Dream Car Jure, Pa še 911 GT3 RS. član 1. Ajde, Toni. Renault Clio 1.2. Audi A3. Storija. Dream Car Zip. Na 4-kolesni zile. Lej, veš kaj ti povem? Vse je zip, samo eni imajo več koles, eni manj. Tako ti povem. Zip je osnova. fix Tvoj car najljubši sem. avto? Ja, kaj? Kaj so neki full prizadetega, tipo neki za zbijat folk. Ne vem, kaj so, Hammer. neka R6, Šestka. jeben avto, top 3. A to sem jaz rekel, ne vem, kakšen Realno. avto je, ampak važno, da je nek tak velik tipo džip, velike Tako da gume. precej žensko je to, majke mi stari. Pa član, samo da, veš kaj, jaz hočem iti čez pločnik. Zdaj me bolj mi kurac Vprašaš, Matej, pločnik, jaz hočem kakšen samo avto iti. bi imel, ima takšno, da ima velike gume, rdeč. Jaz hočem imeti tako ogromen avto, samo da gre povsod, da gre, da mi bolj kurac za pravila, da lahko gre čez jarek, samo da gre. Ma samo da gre po promenadi in je vse v redu. Samo, da lahko gre čez unih hrib, čez stopnice, tam, da se fjakam. To je to. V glavnem, Matej Kostov, kaj je fora z Bertoki? A boš ti kaj povedal, kaj jebenega? Smo že povedali, pač smrdijo, tam se zbirajo džanki, brezdomci, pač res smrdijo. In Mercator bi rabo biti v Pradah, to je vse. Dobro, Til 3N, zakaj ne da Nona 20?
Zakaj? Zakaj ne da na 20? Ki ima majhno penzijo. In dok plača vse, ji pač ne ostane nič. Zato čim prije penzija moraš spali takoj, pobrati in to je to. Torej, čim je penzija prvega knoni, da ima kaj za ti dati. Takoj. Ne dati, vzameš. Če noče dati. Ste kdaj seksali z več kot eno osebo? Kaj, sočasno? Naenkrat. Pa ja, ajde, naenkrat. Jure? Nisem pa bi. Enako? Kaj ti pituješ te? Tudi. Si že s kolegom kašno po tamanu? Da nisem imel še te strasti. Kaj to Nisem imel še te strasti, kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Strastne ljubezni. Nisem in ne bi. Ne bi? Ne bi. Zakaj ne? Ker, ne vem, dobro, če so dve ženske, okej, da je še en tip, malo je. Pa dve Pa se ženske. dve ženske smo mislili. Okay. Ne, sem mislil tako, ne vem, da bi s kolegom neko pičko štekaš, to vija. Ne bi? Ne. Eno, dve? Ma, veš zakaj vija mogoče? Zato ker če so dve naenkrat, je vedno ena glavna in pol druga postane ljubosumna. Ja, moraš ti poskrbeti, da niso. Da se izgubiš noter. Dobro, Zarja _Furman _, kako je bilo Matej na talentih? Lepše, če ne bi dobil 4x ne. Haha. Pika _Bebar, kako ste kaj, odkje vam inspiracija? Moja, kaj je, beton? Kaj da rečem drugo? Pa inspiracija v bistvu, realno, zdaj bom povedal, čuješ nek komad, ti je ful všeč in tako dobim inspiracijo. Dobro. In Ne še zabavam. Ja, Teja Krecic, Juretova sanska punca. ona. Zdaj veš, kam dropni DM. Člani, hvala, ki ste bili z nami. Jure, popelji nas, dokler grem jaz po majico. Kaj nas popeljem? Popeljem nas lahko samo na like, share in subscribe, pa počekirajte te momketle. Ne jih imati Inskeniraj preveč, QR kodo. ne jih imati preveč resno, ampak so full v redu. To pa je še naš brand Dober dan, najjače majčke, kvalitetne, obiščite našo spletno stran. V glavnem, like, comment, share, subscribe, člani El Toro Burger, Barberjana Šiša, najjači barber, člani, hvala, ker ste prišli. Boste vi še kaj shout-outnili? Dej, kdaj imate koncert? Morate što povedati, preden greste. 3. novembra imamo koncert v CMK-ju v Koperčku malo, novemberček, pridite vsi, rezervacije bojo. In pridite prej, da ne bo pol spet slabe volje, da ne morete priti not. Ola, se ga čujemo. Čau, čau. Čau, čau.